pozdravljeni. Pa so tudi prvomajski prazniki za nami. Prvomajski dan smo tudi v Ormožu, tako kot v večini krajev, začeli z budnico, ki nam jo je tradicionalno pripravila ormoška godba na Pihala pod vodstvom Slavka Petka. Prvomajski pohod godba prične pred gradom, tam namreč ima svoje prostore. In kljub rani uri glasbeniki ne kažejo slabe volje, vedoč, da je Ormožane za 1. maj, praznik dela, potrebno primerno prebuditi in z budnico nakazati praznični dan. Prvomajska budnica je pač eden izmed prazničnih simbolov, poleg kresov in mlajev, ki so se ohranili vse od leta 1890, ko se je v Sloveniji začelo praznovanje 1. maja. Od gradu ormoške godbenike pot tradicionalno vodi preko Kerenčičevega trga po Ptujski cesti, kjer sledi prva postojanka. In primerno jutranje okrepčilo, za katerega ponavadi poskrbi župan Alojz Sop, ki pride godbenike posebej pozdraviti. Godba zakoraka potem še po delu Cvetlične ulice in že sledi vožnja z avtobusom do Velike nedelje, kjer je tudi veliko delovnih ljudi, ki praznujejo svoj praznik, budnica pa jim ga napravi le še slavnejšega. Tudi v Cvetkovcih se potem še ustavi godba, navadno ob gostišču Ozmec. Naslednja postojanka je gostišče Ozon v Sodencih, tudi Sodenčane je namreč za 1. maj potrebno dostojno prebuditi. Iz Sodencev pa se godba odpelje še na sever občine, na Lešnico, se ustavi pri Tropovih in spet nazaj v Ormož. Z budnico je namreč potrebno prebuditi še prebivalce Ljutomerske ceste in odtod še Rdečane. In na koncu, ko je ura že nekaj čez 10, so budnice deležni še stanovalci doma starejših občanov v Ormožu. Pa spomin seže več kot stoletje nazaj, ko so 1. maj v Sloveniji za svojega vzeli delavci, sprva v rudniških krajih, malo zatem tudi v industrijskih območjih v Trstu, Ljubljani in Mariboru. Kot državni praznik pa je bil uzakonjen leta 1948. Praznovanje 1. maja se je že takrat pričelo z budnico delavske godbe. Delavci so oblekli svojo mašno obleko ter v gumbnico zataknili rdeč nagelj in prvomajsko značko, ter se odpravili na delavski shod, ki se je ponavadi zaključil z bučno veselico. Tudi kresovi so del prvomajskih praznovanj. Na predvečer so zagoreli vse naokrog. Tradicionalno tudi v športnem parku na Strasu v središču ob Dravi. 1. maj so tudi tot okrog tradicionalno zaznamovala kresovanja. Ne samo v športnem parku na Strasu v središču ob Dravi, tudi po ormoški občini jih je zagorelo kar nekaj. V Ormožu so največji kres zakurili ob Glinokopu, v pozdrav delavskemu prazniku in za možnost veselega druženja. Zanj pa so poskrbeli člani prostovoljnega gasilskega društva Hrdek. Na Strasu v središču ob Dravi pa so za prvomajski kres tradicionalno poskrbeli člani športnega društva Stras v sodelovanju z domačim konjeniškim klubom in občino. Ob kresu pa je tako kot ponavadi tudi letos zaigrala središka godba na Pihala. Ob kresu pa se potem razvije veselica ob glasbi, nepogrešljivi hrani in pijači še dolgo v noč. Kresovi so že od nekdaj nepogrešljivi spremljevalci praznovanja 1. maja. Zagorijo na predpraznični večer, ponekod pa še vedno v navadi postaviti prvomajski mlaj, katerega pomen sega stoletja nazaj. Med drugim je tudi, sploh na avstrijskem in bavarskem podeželju, simbol samozavesti in tak pomen je mlaj prevzel tudi v tradiciji praznovanja dela v Sloveniji. Pri nas je mlaj simbol rasti, pokončnosti in moči delavskega gibanja. Podobno je s kresovi, ki zagorijo na predvečer praznika. V sklopu prvomajskih dogodkov kličejo k zbiranju delavcev in njihovemu združenemu delovanju za zaščito delavskih pravic. Naj spomnimo. Vse skupaj se je začelo leta 1889, ko so na prvem kongresu druge internacionale sprejeli sklep, da se od leta 1890 1. maj praznuje kot mednarodni praznik dela, v spomin na žrtve demonstracije v Chicagu leta 1886, v katerih so se udeleženci zavzemali za 8-urni delavnik.
Občani občine Središče ob Dravi so si praznovanje 1. maja letos organizirali na športnem igrišču v Godenincih. Razen športnih dejavnosti je srečanje bilo tudi priložnost za prijetno celodnevno druženje, saj so tudi organizatorji poskrbeli za hrano in pijačo. Ideja se je izkazala več kot odlična, predvsem pa odzivna, saj so se središčani na športnem igrišču v Godenincih zbrali v lepem številu. Seveda smo skupaj z rekreacijskim društvom Godenince rekli, zakaj pa ne bi enega prvomajskega srečanja v okviru občine pripravili. In smo se nekako dogovorili, da torej tukaj v Godeninci, v športnem parku v Godenincih, pripravimo srečanje za naše občane. Seveda naša godba, ki igra Budnico vsako leto, zaključi v Godenincih in kot smo tudi videli, so se nam tudi oni pridružili, kar nekaj občanov, kolesarjev, pohodnikov, tako da seveda bo ta zadeva trajala celi dan. Seveda je 1. maj primeren praznik temu, za to druženje, za to proslavljanje in seveda, kot vidimo, je kar soliden odziv in prepričan sem, da bo se nadaljevalo vse do poznih večernih ur. Kot vidimo, mlade, nekateri igrajo nogomet, badminton, nekateri so prišli peš, tako da seveda prijetno druženje. Občina je plačala strošek za pripravo pasulja za vse, rekreacijsko športno društvo Godeninci pa za pijačo. Organizatorjem je tudi vreme šlo na roko, tako da je druženje bilo res prijetno. Zbrani so imeli možnost za športne aktivnosti ali pa samo za dobrodošel klepet. Tu imamo zdaj nogomet, se lahko se igra badminton, tudi namizni tenis imamo tudi pikado, ki je v notranjih prostorih. Drugače pa malo se popije, poje, poklepeta. Ja, pogovarjali smo se z županom, kaj bi lahko bilo nekaj novega v tem kraju, ker pot poteka od Središča proti Jeruzalemu, pa pač se večina ustavi tukaj, pa smo se pač tako odločili, da bi se tu srečali na pol poti. Rekreacijsko športno društvo Godeninci postaja vse prodornejše v občini. Ustanovljeni so bili leta 2006 in danes štejejo 35 članov. Tako da ideja o prvomajskem praznovanju, ki bi naj postalo tradicionalno, ni nič presenetljivega. To je še ena novost sicer, ki jo v občini Središče ob Dravi želijo vzeti za svojo. Po praznikih pa se v občini pripravljajo tudi na nove naloge. Seveda veliko načrtov imamo, nekaj investicije dokončujemo, trg, pločnik v Obrežju, intenzivno delamo na dokumentaciji za kanalizacijo, pričakujemo razplet razpisa vodovod Ormož Središče, izbor izvajalca že izvajamo, tako da seveda je kar nekaj investicij še za letos in pa tudi priprave dokumentacije za velike projekte, predvsem kot je kanalizacija in tudi druge zadeve, tako da dela nam ne bo zmanjkalo. Torej bo kar pestro v Središču do kakšnega takšnega ponovnega druženja občanov. Naslednje takšno srečanje predvidevajo 15. avgusta na Trgu Talcev v Središču ob Dravi. Tudi letos so se za 1. maj številni odpravili na svetinje in na Jeruzalem. Nemalo jih je bilo takšnih, ki se na Jeruzalem od vseh strani odpravljajo peš. Kakorkoli že, cilj je vsem bil enak. 1. maj, praznik dela, preživeti na svetinjah ali na Jeruzalemu. Na svetinje ali na Jeruzalem vodi z vseh strani kar nekaj poti in na 1. maj so bile polne. Za popotnike je svoje vrata odprlo kar nekaj vinogradnikov, največ ljudi pa se je tradicionalno zbralo na svetinjah ob svetinski kleti in v vinskem hramu Brennholz na Jeruzalemu. Prvomajsko praznovanje pa je prav pri Brennholzu že dolga leta tradicija. Takole vedno kot čas je, mnogo bi celo reči, da vsako leto drugače, boljše, nekako poskušamo čim več ljudi privabiti, letos je že 19. leto, da jaz prirejam to prvomajsko srečanje na Jeruzalemu. Drugače pa že več kot 30 let se prireja praznik dela na Jeruzalemu. To je že tradicija, ljudje vedo, da je to tradicija pri nas in pridejo brez, da slišijo za to ali pa nekega posebnega povabila. No, letos še posebno vabilo gost dneva Kičo Slabinac, ki seveda nekako
pesmi izvaja naše generacije in to tudi je posebej še pritegnilo goste letos na Jeruzalem. Odkot pa so vse gostje? Ja, moram reči, iz cele Slovenije, od vse posod pridejo, tudi imamo iz Avstrije, Hrvaške in tudi iz Mađarske in tudi drugod, lahko rekli. V vsakem primeru so se vsi odlično zabavali, kot je bilo videti, dobre volje ni manjkalo, tudi v času, ko je zabavo zmotila ploha. Zakaj pa ste se skrili v ta polovjak? Imamo plohe pa nevihte v Prlekiji, lepo se imamo, senci smo, če sonce posije, pa ljukjemo, ki je to naša kulinarična posebnost v totih krajih, ker vsi dahnemo potle, če ne pri policajih, pa pač tu ne. Pa pod streho smo, to je bistvo. Malo za šalo, največ pa za res. Prvomajskih praznikov ni, če se ne gre na Jeruzalem. Najpomembnejše pa je seveda druženje in možnost se poveseliti in pozabiti na skrbi, v času, ko delavcem ni ravno z rožicami poslano. 1. maj je ljudski praznik, tako da, to je to. Mi se v glavnem imamo fajn, gnes ne delamo, zjutraj delamo, te pa gnes malo biksamo, ja. Pa kondicija, ne, to je to. No in kaj vas je pripeljalo sem na Jeruzalem? Ta družba. To je fenomenalno, edo, še posebej, gledaj, to, samo malo objektiv pogledajo dole, ker to je tradicija, ne. Drugače pa, naprimer, druženje pa lepo vreme, plus tega, naprimer, ko smo kot delavci, ne, malo glede tega zoper postavljeni, pa nam tudi si mi privoščimo nekaj takega, kot pa je to, ne. No in kaj mislite, je 1. maj še takšen praznik nas delavcev, kot je to bil včasih? Nikakor ne, nikakor ne. V primerjavi s tem, da ljudje smo malo bolj skeptični glede politike pa vsega tega, imamo pa pač mi osnovo neko druženja pa vsega tega, to pa nas še stalno malo povezuje in tu nam je še ena stvar, ki nam je predvsem bolj povezana v veselje, pa da imamo neki pohode, pa imamo eno druženje s kolegi, z ljudmi in to nas še veže. Drugače pa malo smo skeptični glede tega, ne. No in kaj si vi mislite o 1. maju? Je še to takšni praznik, kot je bil včasih, recimo? Ja, zagotovo je pokazala število ljudi, ki se zbere ob takem prazniku. Torej za 1. maj tako nekako tradicionalno prihajate na Jeruzalem? Ja, že kar nekaj let, ja. No in kaj vas recimo pritegne? Druženje, še kaj? Predvsem druženje, predvsem, da se dobimo s prijatelji, znance, pa okolje oziroma narava, peš hoja. Ja, ti si zastavo noša, kaj pa ti to pomeni, takšna gesta? Kot tradicija pa nekaj. Ko lahko nosim, veselim, ja. No in kdaj ste šli z Ormoža danes? Ob 10. jutri. Kako je potekala pot, je bilo naporno? Niti ne. No in kaj si vi mislite o 1. maju, prazniku kot takem? Vsako leto je, mislim, da vse slabše, no. Narod ni več tistega, ko je nekdaj bilo, da so šli masovno na praznovanje 1. maja, no. Ni, po moje, ni interesa več. Kaj si pa vi mislite o 1. maju? Ja, da naj bi bil praznik dela. No pa je. Ja, pa mislim, da ni več. Zakaj ne? Ja, se vidite, kako stanje imamo. Za nekatere je, za nekatere pa ni. Ampak upamo, da bo boljše. No, kaj pa za vas konkretno? Pomeni 1. maj, malo veselja, malo prostih dni, drugače pa ni več tisto, kar je bilo. Kaj pa vas je pripeljalo konkretno na Jeruzalem? V Jeruzalem prijatelj me je povabil, pa skoraj vsako leto pridemo. Kako vam je všeč? Všeč zelo, tudi dež, ker imate poseben dež, hitro neha. Malo sprostitve, malo praznikov, malo brezdelja. Se vam zdi, je še to takšen praznik, kot je bil včasih? Ja, mi ga pač spoštujemo in še vedno praznujemo. Ja, 1. maj je praznik, ki se ne dela. No, kaj pa praznik konkretno? Konkretno, kaj mi pomeni praznik? Jo, pa ko bo to na tu prišlo, ko se za 1. maj sploh ne da delalo, ko bomo vsi delavci, vsi šolari, vsak, se pač naredi z tega. Ko gremo vsi na pohod,
kad se bomo veselo, to je naša Slovenija. Super, super, super. Zakaj vam je to fajn? Zato, ker se družimo, pa malo. No, kaj pa praznik kot tak, glede na to, da je to praznik dela? Čim več bi moglo biti praznikov dela, resno. Kaj vas je pripeljalo na Jeruzalem? Krasno vzdušje tu gore. Tako veseli so bili naši sogovorniki, je že prav, da tu in tam pozabimo na težave in na skrbi ali morda strahove, da bi v teh neravno rožnatih časih ostali brez dela. Statistika namreč kaže, da je letošnji praznik dela na Zavodu za zaposlovanje dočakalo 115 608 Slovencev, kar pa ni ravno spodbuden podatek. Povsem naključno pa smo v soboto v Ormoškem parku in gradu opazili množico ljudi, ki so se tod okrog sprehajali v srednjeveških oblačilih. Kmalu smo izvedeli, da gre za viteške igre in zanimivo srednjeveško zgodbo. Med gledalci je bilo kar nekaj Ormožanov, ki so bili priča dogodku slučajno. Viteške igre oziroma prikaz srednjeveške zgodbe o ugrabljeni princesi Banovski so bile namreč namenjene gostom Term Banovci, ki so se v Ormož pripeljali kar 4 avtobusi. Dogodek je bil del aranžmaja, ki ga svojim gostom ponujajo v Banovcih. Viteške igre zanje prirejajo vsakič v drugem gradu. Ormoški grad s svojim parkom pa je imeniten kraj za zgodbo o pogumnih vitezih, ki rešujejo princeso Banovsko. To so potem, ujeto v gradu po težkih bojih, le rešili. Simulirani boji pa so potekali v parku. V igri so sodelovali člani konjeniškega društva Središče ob Dravi, na srednjeveški tržnici pa s svojimi vini nekaj vinogradnikov in ostalih ponudnikov z Ormoškega. Tudi plesna skupina Lonka iz Škofje Loke je odplesala nekaj srednjeveških plesov. Srečen konec zgodbe pa je prinesel tudi srednjeveško večerjo v gradu, vsem prisotnim pa zagotovo nepozabno doživetje. In so prazniki minili. Na Ormoški gimnaziji so že naslednji dan po praznikih v okviru projekta Comenius sprejeli vrstnike iz 5 evropskih držav. Pripravili so jim prijetno uvodno prireditev. Na gimnaziji Ormož v tem tednu gostijo zaključek vseevropskega projekta Comenius, ki so ga poimenovali Taste. Gre za to, da mladi skušajo svojim vrstnikom v svojem okolju pokazati, kaj lahko tam okušajo, vidijo, slišijo, tipajo in vonjajo. V okviru tega projekta so se zato mladi selili po različnih državah udeleženkah, torej v projektu so udeležene države Italija, Nemčija, Francija, Poljska, Češka in Slovenija. Prvo srečanje projekta je bilo v Italiji, naslednje v Franciji, predzadnje v Nemčiji in zaključek projekta gostimo na gimnaziji Ormož, kjer bomo torej 65 mladim iz različnih držav in njihovim 11 spremljevalcem poskušali naše lokalno okolje predstaviti na področju vseh 5 čutil. No in kaj je bistvo tega projekta? Bistvo tega projekta je, da se mladi družijo, da dobijo medkulturne izkušnje, da spoznavajo drug drugega, da komunicirajo tudi preko moderne tehnologije, namreč dijaki so morali vzpostaviti komunikacijo preko elektronske pošte, preko Facebooka, izdelali bomo spletno stran in pa zloženko za vsako posamezno lokalno okolje. Najprej so se udeleženci projekta srečali na uvodni oziroma na predstavitveni prireditvi v šolski telovadnici. Med udeleženci so bili mladi in njihovi profesori iz Nemčije, Italije, Francije, Poljske in Češke. Udeleženci projekta so se v 2 letih, kar so aktivno sodelovali v projektu, kar veliko naučili o tujih deželah. Pravzaprav je kar nekaj vzrokov, zakaj je dobro biti zraven. Najprej zaradi tega, ker me zanimajo jeziki in zato, da bi pač spoznala neke nove kulture in ljudi. Domnevam torej, da si se že kar nekaj naučila, recimo si spoznavala nove kraje, nove dežele, nove navade? Ja, bili smo v Nemčiji lani jesen, je bilo res zelo lepo, takšno nemško podeželje. Zdaj pa se bo pač projekt zaključil tukaj pri nas. Ja, predvsem to, da spoznavaš nove ljudi, nova prijateljstva, ki jih je res zelo veliko iz različnih dežel in seveda bo verjetno to pripomoglo tudi v prihodnosti, ko bom, ne vem, obiskala kako mesto. Ja, znam malo francoščine, potem tudi angleščino, utrdila angleščino, nemščino, potem, ne vem, spoznala različne kulture, tradicionalno hrano, pijačo, okolje.
Na gimnaziji so svojim gostom pripravili pester enotedenski program, ki je vseboval oglede okolice, izlete, spoznavanje znamenitosti, pokušino jedi, spoznavanje kulture, predvsem pa veliko priložnosti za druženja. Udeležba v projektu pa sicer tudi šoli kar nekaj prinese. Vsekakor prepoznavnost, potem za dijake je zelo dobro, da izmenjujejo izkušnje, da izmenjujejo znanje o kulturah, medsebojnih odnosih in pa seveda, da smo nekako tudi vse slovensko znani na ta način, kajti veliko šol v Sloveniji je vključeni v ta projekt. Seveda pa tudi izmenjava nekako za učitelje, da se bolje spoznamo, da tudi izurimo svoj tuji jezik, da se pomagamo sporazumevati, da tvorimo osnovne temeljne komunikacijske dejavnosti in podobno. Comenius je akcijski program Evropske unije, spodbuja mednarodno sodelovanje šol in drugih izobraževalnih institucij ter prispeva k boljšemu stalnemu strokovnemu razvoju vseh, ki so neposredno povezani s področjem šolskega izobraževanja. Ime je dobil po češkem pedagogu Janu Amosu Komenskemu. Cilja akcije Comenius sta izboljšati kakovost šolstva in krepiti evropsko razsežnost v šolskem izobraževanju in obsega 3 podakcije: šolska partnerstva, izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev z področja vzgoje in izobraževanja ter Comenius mreže. Sledijo še minute za ljubitelje športa. Med drugimi dogodki v ospredje postavljamo 9. velikonočni turnir za mlade rokometaše, ki ga v Ormožu tradicionalno organizira rokometni klub Ormož. Ste si danes morda zaželeli malo drugačno malico? Vabimo vas v pizzerijo Imperija Robert Klemenčič SP na Hardeko 34 ob supermarketu Tuš v Ormožu. Ponujamo pice, pečene ali ocvrte perutničke, čevapčiče, kebab, hamburgerje in ameriški hot dog. Če pa niste ravno lačni, vas vabimo le na kavico ali okrepčilni napitek. Posedeli boste lahko na zimsko-letnem vrtu, vaši otroci pa se bodo medtem lahko zabavali v otroškem kotičku. Pripravimo tudi prostor in pogostitev za zaključene družbe do 20 ljudi. Ko boste lačni ali žejni in ko boste želeli pogostiti svoje prijatelje, vas pričakujemo v pizzeriji Imperija v Ormožu ob delovnikih od 6. do 22. ure, v petek in v soboto od 6. do 23. ure, ter v nedeljo od 7. do 22. ure. Telefon 740 19 42 ali 070 834 892. Vsakemu Bog je kaj podaril, vsakemu nekaj je dal. Slovencu je trto on zasadil, da bi sadove bral. Težka je pot, da poteče tako, pridna le roka ga ima. Ni ga bogatstva in ni ga zlata, kot je ta kapljica. Dvignimo
skupaj do dna. Naj Martin, naš Martin, oblitu nam novega da. Naj Martin, naš Martin, oblitu nam novega da. Pozdravljeni, pregled športnih dogodkov z našega konca bomo pričeli z rokometom. Rokometni klub Jeruzalem iz Ormoža je že 9. bil organizator velikonočnega turnirja, ki tradicionalno poteka na velikonočni ponedeljek. V močni mednarodni konkurenci je nastopilo 12 povabljenih ekip iz Slovenije in Hrvaške, skupaj okrog 150 otrok. Letniki 2000 so zaigrali na velikem igrišču, letniki 2002 pa so se pomerili v mini rokometu. Pri letnikih 2000 je nastopilo 8 ekip: Darovar, Virovitica, Varteks Varaždin, Infostar Čakovec, Sviš iz Ivančne Gorice, Rudar Trbovlje, Radovljica in Jeruzalem Ormož. Ekipe so odigrale 16 tekem, kjer so sodniško nalogo na pohvalo vseh ekip opravili Alan Potočnjak, Neno Potočnjak, Aleš Mesarec, Silvo Kirič in Aljaš Kovačič. Največ uspeha so poželi gostitelji, ki so v pretekmovanju ugnali sovrstnike iz Čakovca, Darovarja in Radovljice. V velikem finalu so Jeruzalemčki z 12-6 premagali še trboveljski Rudar. V malem finalu je Darovar s 7-5 ugnal Virovitico in osvojil pokal za 3. mesto. Za Ormožane so nastopili Jaka Perc, Žan-Fir Šeruga, Teo Šulek, Tobi Torič, Gašper Hebar, Anže Notersberg, Niko Sovič, Blaž Zadravec, Aljoša Munda, Matej Vrankovečki, Primož Ozmec, Žan Ivanuša, Tadej Škrjanec, Aleš Žganjar in trenerja Isto Kluskovič ter Nec Havlas. Odmevi udeležencev po turnirju so bili več kot zadovoljivi. Meni osebno je bil turnir všeč, dosti enakopravnih ekip, ko se kosajo med sabi, da tekme niso prelehke. Tako da, če še kdaj šansa, bomo zagotovo prišli. Imate zelo dobro ekipo, ki bo tudi prihodnjo sezono v velikem rokometu igrala vidno vlogo v državnem prvenstvu. Državno prvenstvo bo zelo zanimivo, kajti 6-7 ekip iz Slovenije se bo borilo za naslov državnih prvakov. Torej, dobro za slovenski rokomet. To je odlično za slovenski rokomet. Sem vesel, da je ta generacija tako močna in upam, da bojo tudi naslednje, ko prihajajo še tudi tako, da bojo enakopravne ekipe. Sicer ste zadovoljni z rezultatom, končnim, drugo mesto vseeno. V finalu moramo priznati, Ormožani boljši. Lahko bi bilo boljši, lahko bi bilo slabi. Šport je šport. Smo zadovoljni. Ovo je nama u biti drugi turnir van Hrvatske. Prvi turnir na kojem smo bili smo u Bosni i Hercegovini. Sa velikim zadovoljstvom smo prihvatili poziv na ovaj turnir, a i sa velikim zadovoljstvom smo prihvatili 3. mjesto ovdje. Pogotovo zato što smo u biti najbolja hrvatska ekipa ovdje na turniru. Ja se zahvaljujem i domaćinu na odličnoj organizaciji ovoga turnira i stvarno nadam se da ćete nas opet pozvati da dođemo i na godinu ovdje. Mislim da je zelo močen turnir, mednarodni turnir in mislim da lahko na tem turniru nekako trenerji in tudi igralci preverijo, v kakšnem stanju je ekipa oziroma kje se trenutno nahajamo. Kakorkoli, če ocenimo turnir, vseeno presenečenje, pred turnirjem nihče v taboru Jeruzalemčkov ni pričakoval prvega mesta na tem močnem mednarodnem turnirju. Ja, moram reči, da kar presenečenje, čeprav smo nekako vedeli, da smo z vsemi ekipami nekje tu, nekje blizu. Fantje so odigrali danes res kvalitetno, borbeno, predvsem v finalu jih moram pohvaliti, ker so res z fanatično borbenostjo prišli do končne zmage. Pri letnikih 2002 so v mini rokometu sodelovale ekipe Radovljice, Rudarja iz Trbovelj, Dol Hrastnika in Jeruzalema, ki so zaigrale po dvokrožnem sistemu. Odigranih je bilo 12 tekem, kjer so nekateri fantje nasploh prvič nastopili na turnirju. Največ uspeha so v zelo izenačeni konkurenci poželi Jeruzalemčki pod vodstvom trenerke Tjaše Brumen in trenerja Mladena Grabovca. Drugo mesto je pripadlo Rudarju, tretje Radovljici in četrto Dol Hrastniku. Za Jeruzalem so igrali Žiga Borko, Jure Lukman, Mihec Korpič Lesjak, Gašper Žižek Cvetko, Jaka Komloš in Maj Voršič.
Najmlajše ekipe Jeruzalema se bodo na zaključku sezone 28. maja udeležile še turnirja Zasavje Cup v mini rokometu ter sodelovale na mednarodnem turnirju Eurofest v Izoli, ki bo potekal od 2. do 7. julija. V soboto 7. maja mlajše dečke A Jeruzalema, letnike 1998 in mlajše, v Ormožu na Hardeku čaka zaključni turnir, ki bo dal odgovor, kdo bo postal državni prvak za sezono 2010 in 2011. Ob 9. uri in 20 minut je na sporedu otvoritev turnirja s slovensko himno. Ob 10. uri pa se bosta na igrišče športne dvorane Hardek podala lanski prvak in podprvak, Jeruzalem Ormož in Škofja Loka. Svojo drugo tekmo bodo Jeruzalemčki odigrali ob 14. uri proti Mokrc Igu, ob 16. uri pa sledi še tekma proti Celjanom. Spomnimo se, da so pred kratkim v Novem mestu ormoški letniki 1999 osvojili naslov državnih podprvakov, letniki 1997 pa v Trebnjem celo naslov državnih prvakov. Letniki 1998 bodo tako tretja ormoška selekcija, ki se je uvrstila v veliko finale. Pričakovanja pred sobotnim finalom so v taboru Jeruzalemčkov naslednja. Pričakujemo takšno uvrstitev kot prejšnjo, torej prvo mesto, ampak sedaj so še prišli v finale Celja, zato bo hud boj. Ja, enako kot lani, upamo na prvo mesto in da se bomo čim bolje borili. Ja, upam, da bomo obranili naslov državnih prvakov tako kot lani, predvsem pa se bomo najbolj potrudili, kaj bomo lahko. Ja, upam, da bomo prvi in tako kot, da bodo se ponovili tako kot lani. Kako je bilo lani? Ja, zmagali smo v finalu in odnesli pokal. In katera mesta recimo napoveduješ? Prvo, drugo, tretje in četrto? Ja, jaz upam, da bomo mi prvi, Celje drugo, Mokrc tretje in Škofja Loka četrta. Prvo mi, drugo Celje, tretji Mokrc in četrto Škofja Loka. Ja, mislim, da bomo mi osvojili prvo mesto, potem Celje drugo, Škofja Loka tretjo, pa Mokrc četrte. Prvi mi, drugi Celje, tretji Mokrc Ig in četrta Škofja Loka. Še povabilo navijačem? Ja, upamo, da boste vsi prišli, ker je zelo zanimiv rokomet in da si gledate naš rokomet, ki ga igramo zelo hitro. Upam, da bodo se uvrstili v velikem številu in vsi vljudno vabljeni. Ja, upam, da se jih bo čim več udeležilo tega turnirja, saj bo spodbuda zelo dobra. Jaz upam, da bodo vsi prišli, ker igramo dober rokomet, hiter, atraktiven in vabljeni. Hud boj bo. Podelitev priznanj in pokalov finalnega turnirja v Ormožu je na sporedu ob 17. uri. Vabljeni v soboto v športno dvorano na Hardeku. Borba in moč v naši duši leži, le športno jo je treba aktivirati. In skupnimi močmi dajmo danes spet zmagati. Špilamo za Ormož, navijamo za Ormož, Ormož je za Ormož šampion. V prvi slovenski rokometni ligi so ekipe v Ligi za prvaka in Ligi za obstanek odigrale 6. krog, ki je prinesel nekaj presenetljivih izidov. Trimot Cimos 26-30, Gorenje Loka 34-34, Maribor Celje 32-26. To je bil že 11. letošnji poraz pivovarjev. Ribnica Šmartno 30-25, Slovan Krka 30-37 in Slovenj Gradec Jeruzalem 30-26. To je tretji zaporedni poraz vinarjev iz Ormoža. V Ligi za prvaka vodi Cimos, ki je pred Gorenjem v prednosti za 2 točki. Loka je prehitela Celjane, Maribor pa Trimo. Ribnica je suvereno 7., Krka 8., Jeruzalem 9., Slovan 10., Slovenj Gradec 11. in Šmartno 12. V 7. krogu petek 6. maja ob 19. uri na Hardeku pri Jeruzalemu gostuje zadnjo uvrščeno Šmartno. Nadaljujemo za prvo B državno ligo, kjer smo vam dolžni še poročilo z tekme 21. kroga med Veliko nedeljo in B ekipo Celja. Praznično velikonočno soboto so si rokometaši iz Velike nedelje polepšali z gladko zmago nad Celjem in s potrditvijo obstanka v prvo B ligaški druščini.
Gostitelji so tekmo pričeli odločno in prepričani v novo zmago hitro povedli s 5-1. Že v 6. minuti je celjska klop morala poseči po minuti odmora, ki pa ni kaj dosti zalegla. Že do odmora so si varovanci trenerja Bojana Munde priigrali 7 točk prednosti, 16-9 in praktično že po 30 minutah igre odločili zmagovalca. Samo 9 prejetih zadetkov je jasen pokazatelj odlične igre domačih v obrambi, ki je bila nerešljiva uganka za mlade Celjane. Potek tekme v drugem polčasu je bil zelo podoben uvodnim minutam srečanja. Domačini so nadaljevali se svojo igro ter gostujočega trenerja Stanka Anderluha ponovno že v 6. minuti nadaljevanja prisilili, da je posegel po minuti odmora. Vendar tudi tokrat počitek gostov ni kaj dosti pomagal, saj je domači Mlin mlel naprej, gostje pa niso mogli zadeti niti 7 metrov, saj so zapravili kar 4 oziroma jih je na vratih onemogočil Denis Zorec. Po 3 zaporednih zadetkih Tomaža Špindlerja je prednost v 42. minuti narasla na velikih plus 13, 25-12. V zaključku tekme so priložnost za igro dobili igralci s klopi in celjski vrsti je uspelo vsaj malo znižati zaostanek. Pri zmagovalcih je Dejan Ivančič dosegel 9, Špindler 8 in Tadej Kavčič 4 zadetke. Pri poražencih je Jaka Špiljak domačo mrežo zatresel 9-krat in Igor Žabič 4-krat. Vratarja Velike nedelje, Tadej Prejac in Zorec sta skupaj zbrala 15, gostujoča golmana Bojan Božič in Matic Gerčar pa 14 obramb. Po zanesljivi zmagi so domačini še zadnjič odplesali svoj zmagovalni ples in se svojim navijačem zahvalili za vzpodbudo skozi celo sezono. Velika nedelja Celje 31-20. Krog pred koncem vodi Krško s 37 točkami pred Izolo, ki je pri 36 točkah. Sledijo Sviš, Sevnica, Grča, Škofljica, Ajdovščina, Celje, Grosuplje in Velika nedelja na 10. mestu s 15 točkami. Iz prve B lige se poslavljata Mokrc Ig in Alples iz Železnikov. V zadnjem 22. krogu prve B državne rokometne lige v soboto 7. maja ob 19. uri Nedeljčane čaka gostovanje pri Grči iz Kočevja. Selimo se na nogometna igrišča. Nogometaši Ormoža so v Štajerski ligi v Zavrču odigrali tekmo 20. kroga. Vodilno moštvo Štajerske lige je Ormožane ugnalo z visokim izidom 7-2. Zadetka za Ormožane sta dosegla Uroš Krajnc v 87. in Sergej Štiberc v 90. minuti. Na lestvici vodi Zavrč 56 točkami pred Šoštanjem, ki je pri 46 točkah. Sledijo Šmarje, Pesnica, Pohorje, Marles Hiše, Peca, Boč, Rogaška, Podvinci in Koroške Gradnje. Ormožani so z 18 točkami 12, Gereča vas je 13 in Rogatec 14. Nogometaše Ormoža čaka do konca prvenstva hud boj za obstanek v Štajerski ligi. Že v nedeljo 8. maja ob 17. uri v športni park Mestna Graba prihaja 8. uvrščena zasedba Boča iz Poljčan. V medobčinski nogometni zvezi Ptuj prva liga je bil odigran 16. krog. Središče je gostovalo pri sosedih iz Gorišnice in doseglo lepo zmago z izidom 4-1. Čeprav so s prednostjo z 1-0 na odmor odšli nogometaši Gorišnice. Za preobrat v drugem polčasu so za Središčane zadeli 2-krat Sašo Habjanič in po enkrat Aleš Lesjak ter Boštjan Osterc. Središčani vodijo z lepo prednostjo 10 točk pred Bukovci. Oplotnica je 3., Apače 4., Lorenc 5., Hajdina 6., Gorišnica 7., Skorba 8., Videm 9., Dornava 10., Rogoznica 11. in Pragersko 12. V soboto 7. maja ob 17. uri nogometaše Središča čaka gostovanje pri zadnji uvrščeni ekipi Pragerskega. Zaključili bomo z malim nogometom. Športno društvo Mladost iz Miklavža pri Ormožu bo tudi letos organiziralo poletno ligo, ki bo že 9. zapovrstjo. Tekme se bodo igrale v petkih na igrišču v Miklavžu pri Ormožu s pričetkom ob 19. uri. Prijave ekip se zbirajo do 23. maja na e-mail naslovu mladost95@gmail.com. Pričetek lige je predviden za 3. junij. Prijavnina na ekipo znaša 130 €. 3 najboljše ekipe bodo tudi finančno nagrajene, denarni sklad pa bo odvisen od števila prijavljenih ekip. V primeru, če se bo na ligo prijavilo 8 ekip, bo denarni sklad 750 €. V primeru večjega števila prijavljenih ekip se bo denarni sklad povečal na 1000 €. Skozi letno ligo bo na spletni strani Športnega društva Mladost odprta tudi stavnica. Na spletno stran se boste lahko registrirali in stavili na izide tekem letne lige.
Uporaba stavnice bo zastonj, najboljši 3 uvrščeni pa bodo prejeli praktične nagrade. Vabljeni k sodelovanju malonogometne poletne lige v Miklavžu pri Ormožu. Poleg lige v Miklavžu pri Ormožu bodo tudi v Ivankovcih, Tomažu in Cvetkovci potekale poletne lige. Ali je to smiselno, bo pokazal čas. Preden se poslovimo, le še vesela novička za tiste, ki si oddaje Utrip Ormoža niste imeli možnosti ogledati drugače. Odslej si oddaje v celoti lahko ogledate na YouTubeu, pravzaprav je na YouTubeu možno videti vse oddaje, ki smo jih pripravili letošnje leto. Toliko v vednost. Vse dobro vam želimo in pridružite se nam znova čez teden dni.